Evo, super. Lep pozdrav in dobrodošli na energijski napovedi za leto 2025. Kljub temu, da že vidite, koliko dolg bo tale posnetek, si vzamete malo več časa. Malo več časa zaradi tega, ker boste v enem izmed delov iz svojega neanalitičnega uma zapisovali svoje odgovore in boste vmes pritiskali pavzo, kar je zelo pomembno zaradi tega, da greste res skozi ta celoten proces. Kljub temu, da so to energijske priprave na leto 2025, pa bodo te priprave tudi zelo strukturirane, mentalne, lahko rečemo tudi analitične, ravno zaradi tega, da bomo dosegli celotno strukturo oziroma celoten spekter tega, kar dejansko vpliva na nas. Pa bi mogoče začela s tem. Človek je duhovno bitje, je spirit, ki ima zemeljsko izkušnjo. Večina ljudi gleda na to malo drugače. Gleda na to, da je človek neko zemeljsko bitje in lahko ima spiritualno izkušnjo, če ne vem, vzame gobice nore ali pa karkoli takega podobnega. In v resnici temu ni tako. Torej, mi smo spiritualna bitja in imamo zemeljsko izkušnjo in veliko stvari vpliva na nas. Eno so seveda dušne pogodbe, ki smo jih sklenili, druge stvari pa so povezane tudi z drugimi odločitvami, ki smo jih naredili, preden smo dejansko prišli sem. Povezane so pa definitivno tudi s tem posebnim časom, v katerem se človeštvo trenutno nahaja. Ta čas je izjemno močan in še bo bolj močan, v tem smislu, da imamo na dušni ravni tudi poslanstvo, da podpremo Zemljo pri transformaciji. In naslednje leto, leto 2025, je definitivno eno izmed zelo transformativnih let, ki je pri nas, na tako osebni ravni, kot seveda tudi na globalni ravni. Zdaj pa mi bomo to naredili po večih korakih, tole našo energijsko pripravo. Začeli bomo pa s tistim delom, ki je pri sodobnemu človeku najmočnejši, in to je ta mentalni del. Govorimo o tem, da veliko bolj uporabljamo glavo kot pa srce in zaznave in občutke, zato bomo tudi začeli na tem koncu, da najprej zadovoljimo svoj ker ko je relativno zadovoljen, potem imamo tudi možnost, da se odpremo in da odpremo tudi druge sfere in druge nivoje, ki nam omogočajo, da sprejemamo frekvence. Uporabila bom dve napravi danes, ena je Teslina naprava, ki se nahaja v sosednji sobi, in druga naprava se nahaja spodaj, je pa naprava Franca Šturma Oka. Ti dve napravi sta postavljeni točno na ta pravi poziciji, tako da jih ne mislim prestavljati, ampak bom ob koncu dejansko se dobesedno vstala in šla narediti te zadeve tam. Iniciacija je taka, da ne glede na to, kdaj boste to poslušali, ne glede na to, kdaj boste to sprejemali, boste prejeli te informacije, ki se torej naredijo na morfogenetskem polju in pridejo do vas v danem trenutku, ko to dejansko gledate, ko se odpravite na to potovanje. Če ste dovolj senzibilni in povezani s sabo, boste to tako in tako začutili. Zdaj pa pripravite si, magari pritisnete pavzo, pripravite si optimalno okolje za to, in sicer prvi korak bo ta, da date telefon na airplane mode, podobno bom tudi jaz naredila, evo, torej date na letalski način. Potem druga zadeva, jaz imam tukajle že v teku aromaterapijico, v tem smislu, da sem zbrala eno antistresno kombinacijo, nekaj za sprostitev. Torej, fajn je, da sploh na nivoju vonja
podprete ta svoj proces, torej ali imate palčko, ali imate stožec, ali imate palo santo ali karkoli podobnega, bo to zelo, zelo dobrodošlo, da si vzamete, da si pripravite, ta pravo vzdušje in da predvsem olfaktorni zaznavni sistem, torej preko nosa, aktivirate in zapolnite ta proces. Tako da v mojem primeru je bilo to to. Lahko je karkoli, če nimate doma niti eteričnega olja, če nimate doma niti, palčk, niti dišečih svečk ali pa karkoli takega podobnega, pa potem uporabite v najslabšem primeru neki parfum, to pa mogoče dejansko imate. Skratka, na sam začetek treba je zapolniti olfaktorne zaznave, torej zaznave našega vonja. In zdaj, ko imamo to urejeno, bomo poravnali hrbtenico in naredili nekaj zavestnih vdihov in izdihov. Vdih in izdih potekata skozi nos, vedno skozi nos. Zaznamo dejansko svoje fizično telo, kako je postavljeno, kako je nameščeno, verjetno sedite. Začutiš svoje celotno telo, opazuješ svoje telo, opaziš temperaturo, ki je v prostoru, in jo začutiš na svoji koži, čutiš, kako ti telo reagira nanjo. Nadaljuješ z globokimi vdihi in izdihi in ob globokem vdihu znova zaznaš vonj, torej vonj, ki si ga pripravil, pripravila. In začutiš ta vonj, okusiš ta vonj. Zdaj se pridružijo še besede. Tukaj sem. Torej ponoviš za mano na glas ali pa v sebi. Tukaj sem. Z vsakim vdihom se zavedam svojega vdiha. Z vsakim izdihom se zavedam svojega izdiha. Z vsakim dihom čutim svoje telo. Z vsakim izdihom zavestno sproščam svoje telo. Prosim za vodstvo, prosim za podporo pri tem procesu spuščanja 2024 in grajenja podpornih frekvenc, vibracij, energij za leto 2025 v tem času in prostoru. Naj bo tako, naj bo tako, naj bo tako. Hvala, hvala, hvala. Evo, sijajno. Zdaj bi začela s tem prvim delom, kot smo rekli, da zapolnimo to, mentalno igro, našega bitja, in sicer, da gremo malo bolj konkretno pogledat v leto 2025 iz strani astrologije, numerologije in pa tudi metafizike. Zdaj, če pogledamo, vidimo, da obstaja zelo veliko različnih, znanosti, ved, ki pa v resnici vendarle govorijo eno in isto stvar. Berejo energijo, berejo frekvenco. Ali je to s pomočjo številk, ali je s pomočjo zvezd, ali je s pomočjo drugih postavitev, ki jih uporabljajo druge vere, ali pa druge vede, ali pa druge tradicije, v resnici je to eno in isto. Vi ste zraven, ob, nakupu tega spletnega webinarja, prejeli tudi, 3 priponke, in sicer, samomasaže meseca in izstopajoči datumi z vodilom meseca,
astrološko napoved za 2025 in pa vihravo leto 2025, to je pa numerološka napoved strani Lili. Dobrodošli, da to pošljete še komu naprej, nič ne mislim od tega zadrževati zase ali pa karkoli podobnega. Skratka, veliko stvari in veliko informacij najdete že v teh noter zapiskih, jaz pa bi vendar rada šla čez tiste stvari, ki so najbolj bistvene, ker tukaj boste najdli ogromno tranzitov, ogromno nekih takih in drugačnih informacij in bi rada dejansko zaupala in izpostavila samo tiste, ki so bistvene informacije, ki so najbolj relevantne, in potem se bom tudi dotaknila na nekih področjih, ker dejansko vidim, da je največ možnosti za razvoj oziroma največ možnosti za to, da optimiziramo. Pa bomo dejansko šli najprej na numerološki vidik. Torej, numerologija od 1 do 9, se pravi, tukaj imamo to sekvenco od 1 do 9 in recimo, če si tale trenutek napišete svoj rojstni datum, itak morate imeti pisalo pripravljeno, a ne? Recimo, moj rojstni datum je 31. 5. 1988, a ne? Torej, imamo število 3, samo sešteva se, imamo 3 plus 1 je 4, plus 5 je 9 in potem gremo plus 1 je 10, je 19 in plus 8 in na koncu pridemo, ko zmeraj seštevamo števila, pridemo dejansko do ene številke in to je številka 8. Recimo 8 je moja življenjska pot in tukaj si lahko potem sami, ko tako izračunate, ugotovite, kaj pomeni vaša življenjska pot, glede na to, kakšen imate torej datum rojstva, potem pa si lahko izračunate tudi osebno leto. Torej, osebno leto se pa izračuna na način, da namesto letnice date letnico, ki prihaja. Torej, v mojem primeru bi bil to 31. 5. 2025, a ne, ne 1988. In to pomeni, da imamo 9 plus 9 je 18, torej je 9. In moje osebno leto je 9. Zdaj, tukaj ne bomo šli v detajle, kaj pomeni vsako izmed teh let, ampak če boste si poguglali osebno leto ali pa še boljše v angleščini personal year 8, personal year 9, numerology, boste našli zelo veliko zadev. Ampak, če pogledamo na splošno, mi imamo leto 2025. Torej, seštejemo, 2 plus 2 je 4, plus 5 je dejansko 9. Zdaj, da smo si na jasnem, jaz nisem numerolog, numerolog odličen je Lili Sorum, in tudi njeno konkretno numerološko napoved si lahko nabavite, si lahko zagotovite. Lili je krasna numerologinja, jaz vam zdaj govorim samo čiste take osnove, za različna računanja in najbolj pomembne zadeve. Ker nisem tudi astrolog, ampak kar pa znam povezovati stvari, znam brati stvari, videti stvari in hitro mi je jasno, kam pes taco moli, se pravi, da znam najboljše iz vsega pobrati in potem to predstaviti na ta način, da je za ljudi praktično. Ker meni osebno se zdi to najbolj pomembna zadeva in leto 2025 je leto praktičnosti in duhovnosti hkrati, tako da to bo še zagotovo zelo, zelo zanimivo. Torej, imamo leto 9, 2025, kar pomeni, da bo leto 2026, se pravi, računamo 6, 7, 8, 9, 10, bo leto 1. Torej, leto 2026 bo leto 1, hkrati pa bo to tudi leto ognjenega konja, tako da bo absolutno zelo, zelo močen štart. Letošnje leto je pa leto 9 in 9 je božje število, je božje leto. In kaj to pomeni, kako bo vplivalo? Vplivalo bo na ta način, da bomo imeli
občutek, da se bodo vse številke, pa vse lekcije zadnjih 9 let, da se bodo razvrstile. Torej, leto bo izjemno vihravo, lahko si tudi odprete priponko, nepredvidljivo in pa najbolj smiselno bi bilo za sam štart, da si izračunate oziroma pomislite, kako je izgledalo vašo leto, a veste katero? 9 let nazaj, to je bilo leto 2016. Torej, da pogledate, kaj se vam je dogajalo v letu 2016, kaj je bilo takrat najbolj pomembno, kaj se je najbolj dogajalo, in tukaj vam zelo prav pride, če ste si pisali nekaj podobnega, kot je dnevnik osebne rasti. 2016 sicer še ni bil, ampak jaz sem tole začela 2022 tega, ampak imam pa druge zapiske iz leta 2016 in si bom definitivno pogledala, kaj se je dogajalo takrat. Kajti, ne da se bo ponovilo leto 2016, ampak določene vsebine, določena sporočila, kakorkoli pač že, bodo dejansko zelo sovpadala s temi stvarmi, kar se bo dogajalo v letu 2025. Tako da poglejte si fotografije iz tistega leta, poglejte si, če imate kake zapiske iz tistega leta, poglejte si, kaj se vam je takrat 2016 dogajalo in kaj je bilo v ospredju, in računajte, da določene lekcije se bodo lahko ne ponovile, ampak na drugačni ravni boste pogledali določene zadeve. In da vas ne bo presenetilo, je zelo dobro, da si malo naredite analizo leta 2016, no, v tem smislu. Če ne bi tega naredili ali pa če ne bi imeli te informacije, bi se lahko v naslednjem letu počutili, kakor da ste v nekem začaranem ciklu, v tem smislu, da bi imeli občutek, da se vse skupaj ponavlja, da ste kakor neki ujetnik preteklosti, čeprav je daleč od tega. Mogoče boste v podobnih situacijah se znašli, ampak ravno zaradi tega, da pokažete, kaj ste se naučili, kako dejansko z večjo lahkoto in z večjim zavedanjem lahko odpeljete in speljete vse te stvari čez, a ne. Definitivno je 2025 leto, kjer bodo te stare strukture, kjer bodo te stari načini razmišljanja, tudi vaše stare strukture, kako odreagirate, koliko hitro ratate napadalni ali pa kako hitro zavzamete neki obrambni mehanizem, se bo spremenilo definitivno. Vsak posameznik se bo začel odzivati drugače na iste impulze, kot jih je mogoče vajen iz preteklosti, in tukaj je pomembno, da napredujemo. Kaj bi to pomenilo v praktičnem? Jaz rada povem stvari po domače, a ne. Nekdo, ki je bil ves čas tih, ki nikoli ni nobenemu nič rekel, vse je nekako zase zadržal in tako naprej, bo zdaj zbral toliko poguma, da bo rekel: "Alo, zdaj pa dosti," a ne. V tem smislu. In pa nekdo, ki je ves čas imel občutek, da mora rešiti svet, da mora vse vsem povedati, vso resnico in ne vem kaj še vse, se bo mogoče nazaj potegnil pa bo rekel: "Pa kaj me to briga, daj, bom jaz živel sam svoj life in je to, a ne." Torej morate vedeti, na katerem polu ste bili zdaj in kaj se dejansko lahko začne dogajati. Mogoče bo na globalni ravni več nervoze in pa več te nepotrpežljivosti, v tem smislu, a veste, ke nekaj ugotoviš, nekaj si prideš gor, pol bi pa takoj vse popravil, a ne. A šele prišel si gor. In tukaj bomo rabili orodja, ki nam bodo pomagala, da smo potrpežljivi, da ostanemo spoštljivi do drugih, predvsem pa, da ne prehitevamo stvari, tudi če smo dojeli, da smo leta in leta živeli v
napačnem razmišljanju, pa če smo zdaj to dojeli, ne bomo mogli vsega takoj spraviti na zeleno vejo, ampak bomo rabili veliko, veliko potrpežljivosti. In tukaj tudi in numerologija in astrologija in povsod dejansko vidimo, da bo predvsem na zelo velikem udaru naš živčni sistem. In živčni sistem bomo mogli bolj dodatno hraniti. Zato vam bom tudi kasneje povedala, kaj dejansko lahko delamo oziroma kako pripravimo živčni sistem na leto 2025, katere zadeve lahko prakticiramo in uporabljamo. Že prej pa bi rekla, da je eden izmed boljših stvari na tem svetu definitivno praksa meditacije in pa Tratak meditacija. Tratak meditacija je s planenom sveče, ki vam jo izjemno priporočam za to obdobje, pa vam potem lahko tudi pokažem, kako izgleda moj svečnik. Sicer svečnika ne rabite, ker si lahko sami to naredite s tem, da si, ne vem, magari s knjigami dvignete zadevo, skratka ne rabite svečnika za to, ampak je pa ena super zadeva, ker kar bomo potrebovali, je mentalna higiena. Ker če mentalne higiene ne bo, vsega bo zelo veliko. Rekli smo numerološko leto 9, kakor da bi se zvrstili 9 let nazaj, pa vse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 vibracija. In to zna biti overwhelming, zelo čustveno. In ravno zaradi tega je tako zelo pomembno, da ohranjamo nek notranji steber, neko mirnost, in zato je treba podpreti živčni sistem. Bom povedala tudi s katerimi zadevami na nivoju navad, poleg Tratak in meditacije, na nivoju prehrane in pa tudi dopolnil. Okej. Lilija napisala: napad teme na svetlobo se razplamti. Lahko bi nas spominjalo tudi na 2021. Bojo se dogajale stvari, ki bi si jih lahko interpretirali zelo slabo, ali pa bi to vzeli kot odskočno desko. A ne? In tukaj bo v bistvu predvsem na nas, kar se tega tiče, kako si bomo določene zadeve vzeli. Če se spomnite koronskih časov, je bilo tako, eni so govorili o teh zaprtih, pa te scene, da so se imeli najboljše na tem svetu, medtem ko so drugi govorili, da so skoraj umrli, a ne. Tako da na vas je, kako si boste ob določenih situacijah postlali, ker tako boste dejansko tudi ležali. Je pa pomembno še nekaj, se pravi, mi globalno gledano, leto 2025, imamo vsi vibracijo števila 9. Jaz, ker imam te številke 3, 1, 5, 9, ker imam tudi osebno leto 9, bo to recimo zame še toliko močneje, ker je tukaj 9, 9, moramo pa gledati tudi rojstni dan Slovenije. In Slovenija vstopa v leto 4. Zdaj pa tudi to leto bo imelo vpliv na nas, Slovence, in to predvsem označuje področje, ki ga pa v resnici najbolj potrebujemo, in to je zdravstvo. Zdravje. Na temu se bodo dogajale največje neke reforme, največji premiki, in tukaj se bodo dogajali napredki. V tem smislu, da se znajo kar hitro zadeve malo spreobrniti, določene stvari, ki so bile do zdaj nesprejemljive, bojo postale bolj sprejemljive. Predvsem bo letos zelo velika porast holističnih, bolj tudi nekih alternativnih, drugih načinov za ohranjanje zdravja. Torej, cela Slovenija se bo s tem nekako, v tem smislu. Se bo pa Slovenija težje prilagajala zelo dinamičnim globalnim energijam in nepričakovanim spremembam in pa numerologi pravijo tudi podnebnim neurjem. Tako da tudi do kakšnih takih malo bolj močnih neurij bi lahko prišlo v letu 2024, 25.
nasploh pa lahko pričakujemo, globalne oziroma, vremenske, planetarne turbulence in, katastrofe na globalni ravni, in sicer, predvsem potrese, pravijo numerologi, nenavadne zadeve, recimo enkrat, ko so bile take zadeve, je bila tudi poplava afriške Sahare in je to malo čudno, ampak definitivno, ker bo veliko nemirne energije, lahko pričakujemo tudi potrese. Zakaj? Zaradi tega, ker potres to nemirno energijo dejansko sprosti. Tako da je to nekaj povsem, za pričakovati, tako rekoč. Jaz osebno sem imela, eno malo bolj konkretno in večje srečanje s potresom, na Baliju, ko sem pisala knjigo Darilo teme. Zanimivo, ne? In tam sem doživela, mislim, da ene 8 po Richterjevi lestvici, potres. To je bil en izmed največjih potresov na Baliju. Jaz sem bila tam en mesec in v enem mesecu je bilo 100 potresov. To se je vsak dan treslo. Dejansko jaz sem živela na riževem polju v leseni hiški, ki se je pač migala, pol smo se že nekako navadili, ampak tiste najhujši potres, kjer je pa bilo, kakor da smo bili na gugalnici, tisti je pa definitivno me malo stravmatiziral v tem smislu, da, res vidiš, koliko, stabilnost Zemlje jemljemo za samoumevno, pa v resnici ni samoumevno, smo lahko zelo, zelo, hvaležni. Definitivno to ugotovimo šele takrat, ko nas začne majčkeno tresti vse skupaj. Tako da, jaz osebno, zame mogoče kdo reče, da sem doomsday prepper, se pravi nekdo, ki mogoče je pretirano rad pripravljen, ampak jaz sem tak človek in ne delam tega iz strahu, delam tega iz neke kmečke pameti in, jaz recimo priporočam ljudem, da si pripravijo zaloge hrane, pametne zaloge hrane, zaradi tega, ker tudi če gledamo, Slovenija ni glih pripravljena na ne vem kake, take zadeve, recimo trgovine imajo zalog samo za 3 tedne, ni Slovenija ful pripravljena, no, v tem smislu. Kar se tiče zaloge in ne vem kaj še vse. Zdaj, par tednov nazaj so naročili koliko, ne vem koliko mesne paštete, no, tako da, Sanja Lončar je tukaj zelo sijajna, kar se tega tiče, kar se tiče teh informacij, in recimo, če si v Hobuke pripravite kvinojo, proso, fižol, kakšne take zadeve, da imate sol, moko, da imate take zadeve dejansko doma, da imate tudi nekaj vode, nič od tega vam ne bo škodilo, recimo jaz imam tudi doma panični nahrbtnik, a ne, ke sem ga smešno poimenovala. Zakaj? Zaradi tega, ker imam noter neke osnovne stvari, pa tudi nekaj denarja, pa filtre za vodo, pa neke luči, pa svetilke, pa medicinske zadeve, pa tako naprej. Skratka, ne delati tega iz strahu, ampak, delajte tega iz pripravljenosti. Naši pradedki in prababice so bile vedno pripravljene na vse scenarije in, jaz mislim, da je bilo to zelo, zelo dobro. Tudi zmeraj so imeli kaj gotovine v štumfih pa tako naprej, zdaj se pa kar tako, ke ene razvajene ritke zelo zanašamo na to, da bo vedno vse v redu in da bo vedno vse okej in da bojo vedno trgovine odprte in tako naprej in, kaj pa veš, a ne, potem je veliko večja panika, če nisi pripravljen, če pa si pripravljen in komot nekaj tednov preživiš z lastnimi zalogami, pa je to toliko bolje. In recimo ti mali Hobuki so perfektna varianta, drug na drugega jih lahko zložiš, tudi če dejansko nimaš toliko veliko prostora, recimo, da živiš v stanovanju ali karkoli podobnega in, zakaj ne bi bili pripravljeni, majčkeno bolj, ampak še enkrat, ne iz strahu, ampak iz ljubezni do sebe in do tega, da ohranjamo mirnost, ne glede na to, kaj bi se dejansko, dogajalo. Tako da evo,
En notranji konflikt, ki se nam bo pojavil, je to, da, bomo hitro hoteli se impulzivno odločati stvari, a ne. Hitro bi se kaj odločili, nekako želja po neki svobodi, želja po tem, da pa zdaj pa res ful spremenimo zadeve pa tako, ampak tukaj bo treba, malo pogledati, in, biti potrpežljiv, pa biti predvsem praktičen, a ne. Ta praktičen del bo zelo, zelo, pomemben. Sicer pa kakšna lahko tudi vrže ful v nostalgijo. In tudi to ni preveč zdravo, da se človek zatakne dejansko v preteklosti, a ne. Na osebni ravni še enkrat, dajmo paziti na naš živčni sistem in zdaj evo kako, navade. Torej, iz navadami bomo pazili na ta način, da bomo meditirali, ohranjali neko mentalno čistost. Kratek meditacija je perfektna, to je s svečo, kjer se gleda dejansko v plamence, če napišete Tratak, vam bo vrglo ven. Pri klepetu ob kavi smo o tem že pisali, tudi, iz Indije so prišli eni fajn svečniki, ampak še enkrat, svečnika ne rabite. Potem je super, da ne obremenjujete po nepotrebnem svojega živčnega sistema, in sicer na ta način, da ugašate wifi, da ne uporabljate, da nimate ves čas prižganih mobilnih podatkov, skratka take stvari, čisto na fizični ravni. Potem pri navadah je definitivno fajn, da uporabljate za pogovor slušalke in ne, da dajete telefon na uho, da upoštevate to, da ko se telefon polni, da ga ne uporabljate, da, preživite čim več časa v naravi, zaradi tega, ker so to tiste frekvence, ki tudi prizemljujejo, da hodite bosi in podobno. Na nivoju prehrane maščobe, maščobe, maščobe in dobre kvalitetne maščobe. Olivno olje, oreščki, avokado, če jeste meso, ocvirki, super, odlično. Vse to so stvari, ki bodo dobre za možgane, naši možgani so narejeni, plavajo v maščobi in rabimo dobre kvalitetne maščobe. V življenju več si ne privoščite tega, da tudi jogurt kupite z manj maščobe, ker rabimo maščobe. In tudi, če se hočemo znebiti maščobe okrog trebuha, rabimo pojesti več kvalitetne maščobe. Tako da, bodite pozorni na maščobe in pa na antioksidante, da dobite res tisto crème de la crème, kar potrebujejo naši možgani. In, na nivoju dopolnil bi rekla omega tri, spet maščobe iz alg, da se dodaja 2 na dan, zvečer, popoldan B-kompleks, nujno, ker rabimo B-vitamine in dobre maščobe, zaradi tega, da bomo sfurali tole živčno leto. In ko pridete v obdobja, kjer je stresa veliko več, kjer se nekaj dogaja, takrat več kurimo mineralov in vitaminov in je treba potrojiti, storiti, doze B-vitamina, doze omege, doze, D3 vitamina, in pa predvsem tudi mineralnih kapljic, da dejansko zaužijemo dovolj mineralov, 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 mineralov. To nam zelo dobro tene, tako da, to je, kar se tiče tega živčnega sistema. Sicer pa, 2025 prinaša eno tako možnost globalnega zdravljenja, takega mogoče malo nenavadnega, ampak dejstvo je, da stopamo v 2 zelo ključni leti, 2025 in 2026. To je čas uravnovešanja skrajnosti, energij preteklosti, prihodnosti ter dogodkov, ki so namenjeni višjemu dobru. Absolutno nam vsi ne bodo po godu. Čaka nas veliko takih stvari, ki nam bo malo težko pri srcu, ampak kot pravijo, vedno je najtemnejše pred zoro. In mi smo zdaj tukaj. Najtemnejše pred zoro, tukaj smo zdaj.
kar pomeni, da smo zelo blizu tej malo drugačni svetlobi, malo bolj lahkotnim sproščenim frekvencam, vibracijam. Zdaj pa moramo še določene teste pa izzive narediti, zaradi tega, da bomo lahko potem veliko lažje in bolj lahkotno dejansko zadihali. Tako da to je to, kar se tiče dejansko numerologije. Kadar pa gremo gledat astrologijo, pa vidimo, da bo kar nekaj različnih mrkov. In ti mrki bodo izjemno karmični. Tukaj je numerologija govorila, da bojo stvari z 9 let nazaj in tako naprej. Je v astrološkem jeziku to, da bo veliko mrkov, ki bodo izjemno karmični, kar pomeni, da bodo prinesli neke karmične lekcije, neke dolgove, neke izravnave, neke karkoli pač že, izzive, a ne. Kot vidite, jezik je zelo podoben oziroma namen je čisto isti, jezik je pa mogoče malo drugačen. Po astroloških analizah dejansko vidimo, saj ste tudi dobili za vsak mesec posebej, dejansko vidimo, da je bistveno tukaj ta duhovna rast in pa praktičnost. V letu 2025, ki bo zelo vihravo in čustveno, rabimo predvsem strukturo. Struktura je tukaj pomembna in zdaj res vam priporočam, da si preberete, če vas tudi zdravje zanima, pa dobro počutje, da si preberete Biohacking zdravja po matrici narave, ker je zelo strukturirano noter napisan, kako pa kaj. In ravno to strukturo bomo krvavo rabili v letu 2025 in 2026, zaradi tega, da si bomo te strukture nagruntali in da bomo videli, ker kadar bomo imeli to strukturo, bo veliko, veliko lažje. In letošnji december in ti prazniki, ki so zelo pomembni, da jih preživimo čim bolj tradicionalno. Tradicija namreč prinese visoko prizemljenost, prinese neko stabilno zadevo. In tukaj dajte upoštevati vse možne tradicije, kolikor jih je. Dajte biti čim bolj tradicionalni, kajti to je tisto, kar potrebujemo, to močno strukturo, močno dejansko oporo. Tudi jaz sem zelo hvaležna, je program 24. Zvečer zelo mogoče nenavaden zame, jaz grem v cerkev, dejansko k maši, zelo, zelo tradicionalno, s tem, da morate vedeti, da sem jaz izpisana iz krščanske vere že več kot 10 let, ampak še vedno zelo rada hodim v cerkev, zelo rada gledam vitraže in tudi poznam napeve, vem, kva moram reči, kdaj se moram vstati in dejansko res poslušam. In tudi, ko uporabljam kakšno molitev, recimo Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslavljen je sad tvojega telesa, Jezus. Ko to govorim, res razmišljam o tem, kar govorim dejansko, a ne. In sploh ta Zdrava Marija, a ne, dajte res pomisliti, a ne, Zdrava Marija, milosti polna, se pravi ženska, ki je polna milosti, ki je v svoji nežni in ženski energiji, Gospod je s teboj. Torej, imaš podporo moške energije, imaš to podporo, da si ti lahko mila, ranljiva in nežna. Blagoslovljena si med ženami. Kaj to pomeni? Blagoslovljena je med ženami, se pravi, na ženske ne gleda kot na tekmice, ampak gleda kot na sestre, ki blagoslavljajo druga drugo in se imajo radi. Torej, blagoslovljena je med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa. Kaj je sad tvojega telesa? Je tvoji otroci. In tvoji otroci so blagoslovljeni, a ne? Jezus v njenem primeru, a ne? Tako da dajte še enkrat ponoviti, a ne? Zdrava Marija, milosti polna, a ne? Ker kadar je milosti polna, je ona v zdravi ženski energiji. Torej, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. A ne? Sveto pismo je polno zelo dobrih stvari, tako da, ja, jaz sem
kar navdušena nad vsem tem, kljub temu, da seveda nisem del religije v smislu sistema, a ne. Imam svoje razloge tudi za to. Torej, tradicija, 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 čim več tradicije letos, kolikor je dejansko premorete, in tudi čim več tradicije v naslednjem letu. Rojstni dnevi, velika noč, pustovanje, naj bo čim bolj tradicionalno v naslednjem letu, zaradi tega, da, bomo čim bolj sidrali te, zadeve. Je pa zelo pomembno zaradi Neptuna in, ovna, ke bo ognjen, so zelo pomembne leto 2025 sanje. Torej sanje so zelo, zelo pomembne in, tukaj bi vas rada spodbudila k temu, da mogoče začnete se zanimati tudi za kakšne tehnike lucidnega sanjanja. Charlie Moore, Charlie Moore, ima eno odlično knjigo o lucidnem sanjanju in, nasploh je prvi korak vsega, kar se tiče sanj, ta, da si začnete zapisovati sanje. Ko si jih začnete zapisovati, jih s tem tudi spodbudite, da sanjate več. Sanje bodo zelo močne, bodo lahko preroške in se je od vseh let, ke so bili do zdaj, najbolj smiselno in bistveno ukvarjati z njimi zdaj. V tem smislu, da jih opazimo in da, začutimo in se povežemo. Če pridemo do tega, da lahko lucidno sanjamo, to pomeni, da v sanjah ugotoviš, da sanjaš in lahko začneš delati zanimive stvari, je to še toliko boljše. Ena izmed najbolj močnih stvari, ki jih lahko naredite v sanjah, pa je ta, da objamete svojega notranjega otroka. Torej, ko dojamete, da sanjate, pokličete sebe, ke ste bili stari 5, 6 let, in se objamete in si rečete: "Vse je v redu." Če vam to rata, to vam nadomesti 10 let psihoterapije, ne hecam se, resnično. Jaz sem, tudi, se izobraževala na področju lucidnega sanjanja in moram reči, da je to ena izmed najmočnejših zadev, ker tukaj nimaš pa nobenega guruja, nobenega, ke ti meglo prodaja, nič, imaš dejansko sebe in svoje zelo, zelo realne izkušnje, ki se dogajajo vsak dan ponoči. Ali pa tudi ne vsak dan, ampak v vsakem primeru bi vam rada razložila, da kadar gremo mi v sanje, je to res velika priložnost za zdravljenje in zato, da pridemo dovolj v globoke sanje in v globoko regeneracijo telesa, moramo tudi narediti ta pravo okolje. In, tukaj vas pa vabim k temu, da si malo nagruntate brezplačen e-priročnik, Zlati ključi za vreden spanec, oziroma če boste prebrali knjigo, Biohacking zdravja po matrici narave, si nagruntite to spalnico, pa si nagruntite te zadeve, zaradi tega, ker vam bo veliko, veliko in mnogo, mnogo, lažje, kar se tega tiče, da boste, shekali te zadeve. Tako da sanje so zelo, zelo pomembne, ravnovesje, struktura in evo, če boste pogledali potem astrološko analizo po mesecih, boste videli, da se bo marsikaj dogajalo, mrki, retrogradni in tako naprej. Evo, mi bomo zdaj, omenili tudi tole, samomasaže meseca in izstopajoči datumi. To je ena priponka, ki vam bo zelo prav prišla za, razumevanje, tega, kaj se dogaja, po različnih mesecih. Recimo januar je čas, ke masiramo križnico, sklenemo, dlani, masiramo, dokler ni, toplo, in potem dejansko damo na križnico. Uporabljamo lahko tudi moksa vrečko recimo oziroma, gremo na, panele rdeče svetlobne terapije in si hrbet fajn pregrejemo. To bi bilo nekako optimalno, zaradi tega, da bomo tudi energijo po telesu spodbudili. In tukaj imate dejansko za vsak mesec, to vam je pripravila naša krasna in čudovita, Darja Furek. In, imate tule za uporabo in recimo tukajle je en datum zelo zanimiv, 6. 1., so trije kralji,
to je 12 dni po božiču, takrat so se modrici priklonili Jezusu. Je pa po astrologiji to tudi dan, 6. 1., ko bomo lahko, se zelo obrambno obnašali, v tem smislu, da bi lahko bili zelo napadalni in tako naprej, tako da dajmo se čim bolj opazovati, v tem času, sicer pa planirajte si, pomladno enakonočje, planirajte si 20. marca, vse te tri, se pravi pomlad, poletje, ke je junija, in pa potem, septembra, ko gremo na jesensko. To bodo zelo pomembni datumi in si jih dajte čim bolj planirati. Evo, zdaj gremo pa mi na tale del, kjer boste vi zapisovali svoje odgovore. Torej, poslušajte navodilo, poslušajte, vprašanje, ki vam postavim, in potem začnete takoj pisati. Avtomatsko, ne razmišljajte, kaj pišete, ne pisati iz analitičnega uma, ampak kar vam pride na misel, kar vam pride na misel. Lahko si prižgete še kakšno svečko ali pa karkoli. In pa zdaj za štart je fajn, da imate recimo, da imate dva kulija, eden bi lahko bil moder ali pa zelen, še boljše, ta drug pa rdeč. In zdaj začnemo z zelenim ali pa modrim kulijem, zelenim najbolj optimalno, in potem, ko bomo šli na rdečega, vam bom seveda rekla, zamenjajte kulij. Torej, nič ne razmišljate preveč, samo pišete in, si lahko pritisnete tudi pavzo, ker jaz bom ta vprašanja brala, vi pa definitivno pritisnete pavzo, in ko zadevo napišete, potem greste na naslednjo vprašanje. Ste pripravljeni? Gremo. Torej, vdih, izdih. Zapiši 5 stvari, s katerimi najbolj povezuješ leto 2024. Vdih, izdih. Kaj je bil v letu 2024 zate osebno največji izziv? Kaj je bila največja preizkušnja, obremenitev, največji izziv, kje je padla zamera in težka čustva? Okej. Zakaj čutiš hvaležnost v letu 2024? Kaj je bila največja preizkušnja, obremenitev na področju financ? Kaj se je torej dogajalo na področju financ v letu 2024? Katera je bila najboljša investicija v letu 2024? Katera je bila najmanj premišljena, torej nepremišljena investicija v letu 2024, kje je odtekal denar? Kateri svoj talent si v letu 2024 poskušal ali pa si spravil v neki materialni tok? Torej, kateri tvoj talent si unovčil oziroma unovčila? Okej, za naslednje vprašanje si moraš vzeti majčkeno več časa, in sicer, s kakšnimi minimalnimi prihodki lahko živiš? Torej, s kakšnimi minimalnimi prihodki lahko živiš, to pomeni, da dejansko si napišeš, koliko denarja rabiš, dejansko rabiš, in pa potem plan, strategijo,
kako lahko to zvišaš, torej še zvišaš trenutne prihodke, če bi jih moral, in kako jih lahko znižaš, torej kako lahko znižaš stroške. Tale je kar velika naloga, vzemi si čas. Okej, zdaj pa gremo na telo. Torej, naša čustva obremenjujejo naše telo. Celo razpredelnico imate v knjigi objavljeno na Biohacking zdravja po matrici narave, ampak načeloma, če gremo hitro čez, torej jeza, šibi jetra, žalost pljuča, skrb, želodec in vranico, stres naše srce in možgane in pa ledvica se šibijo zaradi strahu. Dajmo torej, naslednje vprašanje, torej katera čustva so te najbolj obremenjevala v letu 2024? Kaj najtežje sprejmeš na svojem telesu? Kateri organi misliš, da rabijo največ podpore? In kateri organi so bili najbolj šibki v letu 2024? Okej, gremo naprej, na dom. Ali je moj dom zame v letu 2024 predstavljal oazo miru? Kje se nahaja največ krame ali neorganizirane, neurejene, prostori? Kateri prostori so najbolj neurejeni, najbolj zakramani v tvojem domu? Kaj je v tvojem domu potrebno zamenjati? Kakšne energije privablja moj vhod? Torej tukaj razmislite, kakšen je vaš vhod, je urejen, ali so smeti spredaj pa čevlji pa ne vem kaj še vse v tem smislu. Kakšne energije privablja vhod? Kakšno je stanje v kleti in na podstrešju? Ali je to energija urejenosti, organizacije ali je zmešnjava? Podstrešje predstavlja prihodnost, medtem ko klet predstavlja našo preteklost. Takole, okej. Zdaj, ta zadnji del doma je bil predvsem namenjen temu, da boste vi tudi v teh dneh uredili svoj dom, in pa organizirali energijo po vseh kotičkih in na vseh nivojih vašega doma, zato da prinesete svežo energijo in da zbalansirate energije v vašem prostoru. Predvsem klet je tukaj izjemno, izjemno pomembna. Potem pa lahko naredite sami energijsko čiščenje s Palo Santom. Palo Santo je odličen zaradi tega, ker hkrati, energijsko spuca in pa napolni, tako da imate manj dela. Lahko uporabljate tudi kakšen zvonček. Jaz bi vam pokazala, tale čudovit zvonček, za aktivacijo. A ni lep? In glejte, kaj gor piše. Piše: vedno posluša in sliši s srcem. Obstajajo tudi črne barve in, lahko greste s takim zvončkom povsod okrog, potem ga pa obesite na, kakšen pomemben predel v vašem domu in vam bo to super, super delovalo. Tako da to je en tak namig, kaj si lahko zaželite za dedka Mraza ali kakorkoli pač že.
Torej, uredite dom, dom je zelo, pomemben, uredite ga lahko tudi na ta način, da postavite 2 ogromne posode ali pa velike posode soli na levo in desno stran pri vhodu in pa da opolnoči, če boste doma, odprete vrata na stežaj. Torej, vrata se odprejo na stežaj zaradi tega, da privabite nove energije leta 2025 notri, to je tudi ena taka, dobra stara finta in vam bo pri tem absolutno zelo pomagala. Torej, gremo naprej z vprašanji, imamo še nekaj vprašanj. Torej, od česa se lahko poslovim v letu 2024? Katere vezi se lahko končajo, pretrgajo, kateri odnosi se lahko zaključijo? Kaj več ne deluje v moje najvišje dobro? To so lahko rutine, navade, odnosi, ljudje, situacije. Česa ti ni treba več? Ali česa ne želiš več? Naslednje vprašanje. Kdo ali kaj te duši? Kje, komu in zakaj moram odpustiti? To vprašanje je zelo bistveno, kajti naslednje leto bo leto tega, da bomo morali odpuščati in spuščati. Tako da dajte si res vzeti čas in napišite vse te zadeve za odpuščanje. Kako odpustimo? Odpustimo tako, da se odločimo in potem opustimo in spustimo. To je zelo, zelo, zelo pomemben del. Evo, super. Upam, da ste si vzeli čas za tole, zdaj pa zamenjamo kuli, torej gremo pisati z rdečim kulijem. Obrnite list ali pa novo stran ali pa kakorkoli in na veliko napišite 2025. Tukaj so tudi vprašanja, pa začnimo. Odnosi, ki jih v letu 2025 prečistiš, okrepiš in nadgradiš. Torej, kateri so tisti odnosi in kakšne ljudi želiš še spoznati? Naslednje vprašanje, kako skrbiš za svoje telo v letu 2025? Naj omenim, tukaj vam res lahko pomaga knjiga Biohacking zdravje po matrici narave, zato da ne da boste samo skrbeli za telo, ampak boste skrbeli za telo v ritmu in po matrici narave. Naslednje vprašanje, kaj lahko narediš na področju financ v letu 2025? Kaj lahko narediš za naravo v letu 2025? In česa se lahko naučiš na novo v letu 2025? Okej, gremo na naslednjo tematiko, prioritetna lestvica. Kakšni so moji cilji? In tukaj bomo cilje pisali z 5 do 7 besedami, torej od 5 do 7 besed nekje, v sedanjiku in pa merljivo. Torej, lahko uporabimo SMART kriterije, S-M-A-R-T. S pomeni sedanjost, M bo pomeni merljivost, A bo pomenil as if, R bo pomeni, če je relevantno, in T bo pomenil čas. Bom dala primer ustrezno postavljenega. Poleti 2025 odhajam v Sibirijo. A ne? Kaj ne bi bilo, bom odšla v Sibirijo, bom odpotovala, ne. Dejansko sedanjik, torej S imamo, sedanjost oziroma imamo specifično, specifiks, torej specifično, odhajam v Sibirijo, merljivost poleti 2025, as if, torej odhajam, ne bom odšla, bi odšla, morda si želim oditi, relevantno, ja,
relevantno je, če imaš vizo, ki ti jo lahko zrihta, pa če je tak kak program zunaj, recimo klepet ob kavi ga ima. In pa T je čas, se pravi, smo rekli, poleti, pa lahko bi dodali še za 11 dni, recimo, da bi bilo še to. In imamo tukaj 5 plus minus 2 besed, a ne, in je zadeva dejansko postavljena ustrezno. To so ta pravo postavljeni cilji. In kakšni so torej vaši cilji? Zapišite 1 do 3 te cilje. Katera stvar je na prioritetnem seznamu v letu 2025? Kaj je naslednji korak? Okej, gremo na naslednjo zadevo, hrana za dušo. Katere aktivnosti hranijo mojo dušo v letu 2025? S kom preživljam čas v letu 2025? Naj bo to oseba, ki hrani mojo dušo. Super. Odlično. Zdaj pa bi vam jaz pošerala še ene kristalne mreže. Kristalne mreže, ki bi bile super, če bi jih lahko si kdaj naredili. Ne vem, če vidite zdaj to, a vidite zdaj to ali ne vidite zdaj to? Ja. Okej, tule je recimo ena zanimiva kristalna mreža, tale je za obilje ljubezni. Potem tale je zelo preprosta, v vsak kot vaše spalnice dejansko date. Tale je potem že za fajn spanec, ker je na sredini še en drug pomemben kristal. Tale je sploh za obilje odlična in tale je za zdravje. Kar fajn zadeve so, stop share, kar fajn zadeve so kristalne mreže in pa kristali rastejo v zemlji, se pravi, bodo prenesli tudi tisto ta pravo energijo, s katero bi šli in naredili prehod v leto 2025. Tako da se zelo, zelo priporoča, kar se tega tiče. Sicer pa, kaj bomo naredili zdaj? Zdaj boste znova poravnali svojo hrbtenico, naredili par vdihov in izdihov. Položite roke na svoje zapiske. In znova ponavljaš za mano, z vdihom se zavedam svojega vdiha. Z izdihom se zavedam svojega izdiha. Sem tukaj in zdaj. Zavestno spuščam, odpuščam in se prepuščam. S hvaležnostjo zaključujem leto 2024 in se odpiram vsem možnostim in vsemu, kar je v moje najvišje dobro v letu 2025. Naj bo tako, naj bo tako, naj bo tako. Tako je. Odprete oči in pogledate svoje dlani in opazujete svoje dlani. Zdaj znova naredite globok vdih in izdih, zaprete oči in globoko dihate, medtem ko grem jaz aktivirati Tesla generator in pa oko.
In počasi odpremo oči, pomanemo roke, še bolj, še bolj, še bolj, še bolj, še bolj. In damo na tisti predel svojega telesa, kjer čutimo, da si to želimo. Evo, krasno. Najlepša hvala. Nekaj sem še rekla, da bi vam rada pokazala. Eno igračko, s katero se jaz rada doma igram. In sicer je tole Igly Wheel, ki ga lahko uporabljamo za treniranje telekineze ali pa za dejansko merjenje naše energije. Deluje namreč na način, da mi s svojo energijo premikamo to kolo in nam dejansko tudi meri, kako nam gre. Je zanimiva zadeva za malo igrati se. Probala zdaj obrniti. Dosti zanimiva zadeva. Dejansko, tako, draga igračka, no, nekih 300 evrov je. Ampak doktor Igly je to naredil in sem rekla, da vam pokažem, kakšnim entuziastom pride v taki škatli. In zelo dobra zadeva za treniranje fokusa in vsega ostalega, res ful dobra stvar. Evo, bilo mi je v veselje družiti se z vami, želim vam krasne, predvsem pa mirne praznike in veliko samospoštovanja do sebe in do drugih.